Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, spoštovani župan, cenjeni visoki eksperti na področju voda, vodarke in vodarje. Po tako prijetnih uvodnih nagovorih, kjer se je dalo govoriti bolj sproščeno, bom sama vseeno posegla po napisanem besedilu, predvsem zaradi tega, ker se je v zadnjih letih na Ministrstvu za okolje in prostor prav pri vodah zgodilo marsikaj in ni prav, da se kaj izpusti. Priznam pa, da je veselje poslušati župana, ki pove, da je v svoji občini, ki ni tako majhna, naredil vse za vodo in da dejansko glede na zdravilišče seveda veliko ljudi tudi živi od vode. To, da pa z vodarji nima problema, pa bi bilo treba tako malo bolj javno podati. Ker sem prepričana, da z vodarji vsi, ki znajo delati, ki so pripravljeni tudi sami nekaj narediti, nimajo problemov. Zato mi je čast in ponos kot ministrici pristojni za upravljanje z vodami biti danes tu pred vami in vas uvodoma lepo pozdraviti ter vam zaželiti uspešno, tvorno, iskreno komunikacijo na temo prihodnosti upravljanja z vodami. Naj sama tudi dodam par istočnic za vaše današnje in jutrišnje aktivnosti v prelepem Podčetrtku, ki leži v prekrasnem porečju mednarodne reke Sotle. Ob nastopu svojega mandata v letu 2014 sem bila skupaj s celotno vlado Republike Slovenije kot ministrica čez noč soočana s ponavljajočimi se poplavami in drugimi neprijetnimi dogodki, ki so se vrstili drug za drugim. Potem sem bila soočena s problematiko skorajda popolne dezorganiziranosti sistema upravljanja z vodami in problematiko priprave ključnih strateških dokumentov na področju upravljanja z vodami. Nadaljevalo se je s precej perečo problematiko javne nedostopnosti do podatkov in evidenc področja upravljanja z vodami, neurejenostjo zadev na področju rabe voda in še lahko naštevamo. Danes, po skoraj 3 letih ministrovanja, pa lahko ponosno povem, da smo seveda skupaj sodelavci in prav njim gre velika zahvala, uspeli postoriti in odpraviti kar nekaj, če ne celo večino izmed teh zadev. Zdaj, ta večina je seveda malo subjektivno lahko ocenjena, ampak če se spomnim svojega prihoda in tistih razlag, ki so mi bile podane za strani sodelavcev glede sprejema oziroma priprave načrta upravljanja z vodami, si upam trditi, da smo res kar veliko naredili. Za začetek pa smo takrat na podlagi skupne odločitve vlade Republike Slovenije pripravili akcijski načrt interventnih aktivnosti zaradi poplav in ga večinoma tudi izvedli. Od izvedbe tega načrta dalje navkljub nekaterim večjim vremenskim dogodkom, večjih poplavnih dogodkov v Sloveniji ne beležimo. Seveda pa jih nikoli in nikakor ne bomo mogli popolnoma preprečiti. Od 1. januarja 2016 imamo polno delujočo Direkcijo Republike Slovenije za vode z 8 izpostavami na območju nekdanjih vodnih skupnosti, katerih glavni nalogi sta seveda pospešiti izvajanje konkretnih protipoplavnih investicij ter zagotavljati učinkovitost, konstantnost in čim večjo sonaravnost vzdrževanja vodotokov in vodne infrastrukture. Začeli smo bolj aktivno razvijati in izvajati protipoplavne ukrepe, tudi v tako imenovanem tripartitnem sodelovanju Ministrstva za okolje in prostor, Direkcije Republike Slovenije za vode z občinami, se je izkazalo še posebej učinkovito. Mogoče bi se tukaj ustavila toliko, da bi povedala, da v lokalni skupnosti je sodelovanje z lokalnimi občani, prebivalci, glede odkupa zemljišč in glede razlage, torej kaj je treba postoriti, da se bo protipoplavna varnost v nekem kraju, naselju povišala, mnogo lažje opraviti kot pa strani države in
Večina županov se tega zaveda in so že pristopili k pripravi takih dokumentov, res pa je, da v nekaterih okoljih oziroma glede na velikost investicije to poteka manj ali več časa. Začeli smo aktivno sodelovati v številnih konkretnih bilateralnih in transnacionalnih vodarskih projektih, kot je na primer skupina slovensko-hrvaških protipoplavnih projektov Frisko, katere dodobra poznajo tudi v Podčetrtku, saj se v okviru le-teh predvidevajo tudi konkretne protipoplavne ureditve tako na Sotli kot tudi na drugih mednarodnih porečjih, ki si jih delimo z Republiko Hrvaško. Jaz si želim, da se napoved, ki jo je podal župan, da tu pri tem projektu pa ne bo uspeha, ne bo uresničila. Jaz upam, da bomo zmogli skupaj s Hrvaško narediti tisto, kar nam dejansko projekt Frisko omogoča. Vzpostavili in zagotovili smo brezplačen in javen dostop do številnih evidenc, naj na primer omenim poplavne karte, LIDAR podatke, novo hidrografijo in v zaključni fazi so vodna zemljišča. Od oktobra lani imamo veljaven drugi načrt upravljanja voda za obdobje 2016-2021. Tik pred sprejemom pa je načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti. Tudi v ta načrt je bilo vloženega veliko dela, trenutno še poteka pregled za celovito presojo vplivov na okolje in računam, to jaz računam, da v maju bi lahko bil sprejet na vladi in takoj potem se intenzivneje loti zaključek priprave načrta upravljanja z morskim okoljem. Namreč število ljudi, ki delajo na vseh teh projektih, je seveda omejeno, ni nas toliko, da bi lahko ena skupina počela nekaj in druga skupina nekaj, tako da si pri izvajanju nalog pravzaprav se kar podajajo pomembne naloge. Zato smo uredili marsikaj na področju rabe vode in saj vsi vemo, da gre za podelitev koncesij, začeli dodatno polniti sklad za vode. Kar v preteklosti, tu imam napisano v prejšnjih desetletjih, na ministrstvu se večkrat pošalimo, če je kakšna zadeva odprta manj kot 10 let, sploh ni aktualna. Torej mi rešujemo stvari večinoma starejše od 10 let, je že za nami, torej veliko se je že postorilo. A marsikaj na tem res kompleksnem področju upravljanja z vodami je še pred nami in v zvezi s tem si želim, da tudi ta diskusija danes, jutri in zaključki tega drugega kongresa o vodah tvorno pripomogli k nadaljnim korakom, k izboljševanju stanja in razmer na področju upravljanja z vodami v Republiki Sloveniji. Zato vam vsem želim prijetna in uspešna dneva. Hvala vsem organizatorjem za pripravo tako odmevnega dogodka in se mogoče vidimo na 3. kongresu o vodah. Hvala.